opozicijo in da so gospodarstveniki po tistem, kar smo danes lahko videli, pripravljeni tudi sodelovati z državo, tako je tudi obratno. In verjamem, da bomo skupnimi močmi lahko prišli do tega slogana Slovenija gre naprej. Zdaj ste poslušali razpravo, nekatere največje izzive oziroma točke, ki je potrebno izboljšati, je omenila gospa Špic. Kako je mogoče odgovarjati, kje lahko pridete nasproti država? Ja, saj to že delamo. Mi smo nekatere ukrepe že izvedli, se pravi, razbremenili smo regres. Tukaj je bil zelo pozitiven učinek, tukaj so ljudje dejansko tudi občutili v svojih denarnicah. Potem smo tudi pripravili davčno prestrukturiranje, seveda tudi to bo imelo svoje učinke. Potem pa so tukaj še tudi drugi ukrepi. Je pa res, da je v tej politični konstelaciji včasih tudi težko dobiti zadostno podporo za kakšne ukrepe in seveda je zadeva bistveno težja, kot bi bila, če bi vsi imeli nekako isto mnenje. Kaj pa na področju digitalizacije? Ja, tudi na tem področju zaenkrat še ugotavljamo, da še nismo tam. Bilo je v prejšnjem mandatu, so bili predstavljeni neki oblaki in ne vem kaj še vse, kar se tiče javne uprave. Danes ugotavljamo, da ni bilo tako uspešno še in tukaj moramo zagotovo narediti še nadaljnje korake, ker digitalizacija ni sama sebi namen, ampak ima za cilj izboljšati storitev za samega uporabnika. Je pa tako pri tej digitalizaciji, ko pogledamo Evropsko unijo ali pa sam center Evropske unije, Bruselj, tam je še precej papirologije. Tako da Slovenija ni tako slaba na tem področju, smo kar lahko se kosamo tudi z drugimi, tako da moramo biti kar korektni in povedati, da seveda moramo stremeti k čim boljšemu, še zdaleč nismo tam, kjer si želimo, ni pa tudi tako slabo. Vlada ima podporo za sprejem proračuna v parlamentu. Kaj ste se dogovorili danes na kosilu? Ja, se vlada ni problem, vlada ga je predlagala, ne? Tako da mi smo se danes dogovorili, da delamo naprej, da ni razlogov, da bi kakorkoli mislili drugače. Imeli smo zelo dober pogovor, odkrit, konstruktiven in kar se tiče predsednikov političnih strank, smo usklajeni za delo naprej. Podpora v parlamentu seveda je pa druga zadeva in verjamem, da bosta proračuna in tudi seveda ZIPRS, se pravi zakon o izvrševanju proračuna, da bo šlo to skozi, ker to so pogoji za, če ZIPRS bi naknadno padel, potem tudi proračunskih dokumentov nimamo. To bi bilo pa zelo neodgovorno in tukaj je zdaj na poslankah in poslancih. Njihova odgovornost je zdaj, vlada je svoje naredila, ministrstvo je pripravilo optimalen proračun v danih razmerah, pa ne samo optimalen. Mislim, da je to prvi proračun, ki ima presežek. Doslej mislim, da še nismo imeli presežka, sledimo fiskalnemu pravilu, je usklajen proračun oziroma oba proračuna s fiskalnim pravilom. Res je, da imamo najbolj rigorozno fiskalno pravilo v celotni Evropi, ampak tukaj je pač kakor je. Tako da, ko se pogovarjam z evropskimi kolegi, me sprašujejo, kakšen bo pa vaš primanjkljaj in povem, da bomo imeli presežek. Pa me začudeno vprašajo, zakaj? Ne? Se pravi, ne glede na to, da pri nas fiskalni svet ni nikoli zadovoljen, moram reči, da sta predloga proračunov dobra, da je uravnotežen v smislu tako razvoja kot tudi drugih zakonskih obveznosti in odgovornost je na poslankah in poslancih, da ju sprejmejo zato, da bomo tudi v politiki oziroma na državnem nivoju lahko rekli, Slovenija gre naprej. Gospod Toncel, minister je že dejal, da lahko odstopi, če recimo ZIPRS ne bi bil sprejet. Kaj pa vi boste vezali zaupnico na sprejetje proračuna? Ne bom vezal zaupnice, ker pričakujem, da je dovolj odgovornosti pri vseh, da bosta ta dva proračuna šla skozi in verjamem, da ko bosta sprejeta in ko bo sprejet tudi ZIPRS,
da bo potem tudi sistem deloval naprej. Ukolikor se pa to ne bi zgodilo, potem pa nima nobenega smisla govoriti, kdo bo odstopil in kdo ne bo, ker potem se bomo morali pa vsi skupaj vprašati, kaj smo to leto delali. Tako državni zbor, kot tudi vlada. Ste dobili danes zagotovilo, da boste v tej ekipi najbolj te težke vprašanja reševali skupaj? Zagotovo, saj to delamo že zdaj in to ustvarjanje nekega nemira in nekih zapletov, neke dramaturgije in ne vem česa, je pač vsakdanja praksa, ampak današnje srečanje je jasno pokazalo, da mi delamo ravno tako, kot smo delali pred enim letom, da želimo sodelovati, da gremo dalje. Še enkrat pa ponavljam, da odgovornost pa je na poslanskih skupinah. To smo se pa pogovarjali danes, da je vsak predsednik stranke seveda odgovoren za svoje poslanke in poslance, ne glede na to, da so seveda po ustavi avtonomni pri svojih ravnanjih, pa ni odveč pogovor o odgovornosti do države, do državotvornosti in da poslanca ne sme voditi parcialni ali lasten interes, ampak je zdaj interes vseh, da sta proračuna sprejeta in da država lahko deluje naprej. Gospodarstvo je vedno usmerjen naprej. Danes smo poslušali letnico 2025, vi ste predvsem poudarjali, kar je bilo narejeno, torej manjše davčne spremembe in regres. Kaj pa še boste naredili in kaj od tega imate podporo koalicijskih partnerjev, katerega od teh ukrepov ste recimo danes uspeli uskladiti, da se vsi strinjate z njim? Rekli ste prej probleme, če nas je toliko. No, povedal sem za nazaj, kaj je bilo narejeno, zato ker poslušam v javnosti, da ni bilo nič narejeno, da je vse brez veze in tako naprej, zato sem bil tudi dolžan povedati, da nekaj smo naredili in da če smo doslej to naredili, lahko naredimo naslednje korake tudi v prihodnje. In mi bomo seveda predvsem gledali ukrepe, ki bodo pozitivno vplivali na gospodarstvo, predvsem ukrepe, ki ne bodo zmanjševali gospodarske rasti ali pa da bo padla čim manj. In kot sem povedal, ukrep Banke Slovenije je seveda pljunek v obraz vladi in še komu, kajti takšno rokohitrstvo ne pripomore k temu, da bi gospodarska rast ostala na isti ravni. Skratka, vsi skupaj, gospodarstvo je seveda zaslužno za gospodarsko rast. Zato sigurno ne morem reči, da sem zaslužen sam ali pa politika za gospodarsko rast, to ustvarja gospodarstvo. Mi jim moramo samo ustvariti pogoje, jim prisluhniti, da bodo podjetja imela čim boljše možnosti za investiranje in pa seveda problem je birokracija. Torej konkretno kakšni ukrepi? Ja, recimo, če ne bo drugače, bomo predlagali tudi kakšen poseben zakon za kakšno stvar. Recimo imamo probleme tudi na infrastrukturnih kakšnih projektih, kjer razni daljnovodi, ki že stojijo, inšpekcija odredi, da jih je treba podreti in tako naprej. Skratka, imamo kar precej ovir birokratskih, takšnih in drugačnih. Predvsem so pa tukaj tudi razne civilne iniciative, ki zavirajo določene projekte in tudi s tem se bo treba poukvarjati v prihodnje. Še enkrat konkretno vladni ukrepi recimo v naslednjem letu. Ja, saj sem povedal, mi bomo stremeli k nadaljnji davčni optimizaciji, mi bomo stremeli tudi k temu, da bi bili investitorjem prijazna država, se pravi, poskušali bomo poenostaviti, se pravi, postopke za državne prostorske načrte in pa občinske prostorske načrte, kajti to je velikokrat največja ovira, potem pa seveda tudi zmanjšanje birokracije. To je pa vse s tem povezano. To bomo poskušali storiti, vendar to bo trd oreh, kajti pri nas je veliko tudi,
kako bi rekel temu, civilnih iniciativ, ki se zberejo skupaj in bi bilo treba predvsem prevetriti reprezentančnost. Se pravi, ni vsaka civilna iniciativa enaka in vsako okoljevarstveno društvo. To je treba tudi prevetriti, potem je treba tudi preveriti, kje so zlorabe tudi socialnih transferjev in podobno. Skratka, treba je sprejeti ukrepe, ki bodo ljudi usmerjali na trg dela. Mi danes imamo še vedno prepozen vstop na trg dela in prezgoden izstop. Pripravljen je tudi pokojninski zakon in tako naprej. Skratka, to je vse ena povezana celota, eno brez drugega ne gre in če bomo uspeli vse te stvari ali pa vsaj nekaj od tega čez spraviti, potem bomo lahko rekli, da smo nekaj naredili za izboljšanje celotne strukture. Ste danes kaj od tega uspeli uskladiti po kosilu? Ja, danes smo se pogovarjali predvsem o tem, kako bomo delali naprej, kako bodo tekla naša nadaljna ravnanja in predvsem smo se dogovorili, da nikomur ni v interesu, da vlada pade. Hvala lepa.